Ojla, sem Katica, članica Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju in danes na ta lep jesenski dan je z mano Mitja Zupan, ribogojstvo Zupan iz Nomenja, ki nam bo razložil vrste rib, ki jih gojimo oziroma ki jih goji v Bohinju, in pokazal nam bo filiranje rib, tako da boste videli, da to sploh ni tako težko in da boste to lahko probali doma. In tako da, Mitja, mogoče kakšno besedo. Ja, pozdravljeni še v mojem imenu. Tako kot je napovedala že Katica, predstavil bom enega od načinov filiranja ribe, torej ločevanja ribjega mesa od glave in kosti, da se potem lahko uporabi za različne načine v kulinariki. Kot že rečeno, bom pokazal enega od načinov filiranja postrvi. Postrv spada med okrogle ribe, tako da na ta način, katerega bom danes predstavil, lahko sfiliramo tudi lososa, skušo, brancina in podobne okrogle vrste rib. Pri filiranju je zelo pomembna izbira noža, kar pomeni, da mora nož za filiranje imeti zaobljeno konico in pa upogljivo rezilo. V načinu filiranja je več vrst, nekateri začnejo od glave proti repu, nekateri od repa proti glavi. Jaz bom pokazal način od glave proti repu. Prvi korak je, najprej moramo ribo dobro fiksirati, fino je, če je hrapova podlaga, z drugo roko si pomagamo tukaj podškržnim poklopcem in jo tiščimo navzdol. Prvi rez je ob glavi, zarežemo do hrbtenice. Ne smemo zarezati v kost, ampak režemo izključno po mesu in ob glavi za prvo sprednjo bočno plavutjo. Zarežemo do trebušnega dela. Naslednji korak je, da naredimo rez po celotni dolžini, torej od glave v smeri proti repu, nekako 1 cm nad bočno oziroma nad hrbtno plavutjo. Režemo pa približno 1 cm ali pa mogoče 1 cm pa pol globoko. Probamo to narediti v enem rezu. In na to ponovimo, nikamor se nam ne mudi, nož naj bo nekako takole obrnen, vzporedno. Ko pridemo do sredine oziroma do hrbtne plavuti, nož potisnemo skozi. Težišče imamo ves čas navzdol in vlečemo proti repu, po kosti. Tako, in na to samo še lepo ob kosteh zarežemo in dobimo prvi file. Na to ribo obrnemo in v bistvu postopek ponovimo. Zarežemo ob glavi, na to gremo zopet do kosti, tukaj ta del je nekoliko drugačen, spet težišče navzdol in vlečemo po kosti. Takole. Sploh pri večjih filejih je obvezno potrebno odstraniti srti. Približno 26 jih ima en file. Pri manjših filejih to ni tako pomembno, ker so kosti tanke in zelo kratke, tako da ko se to speče, v bistvu postanejo čisto krhke. Pri večjih ribah je pa to treba obvezno odstraniti. Tako, na to potem še skoraj s prstom potipamo. Mislim, da smo odstranili vse. Tako da takole pripravljen file pa gre potem v naslednjo fazo. Katica, izvoli. Mitja je ribice sfiliral, pogledajte kakšen lep file. In zdaj tamle reže karpačo, to je čist tanke rezine sveže ribe in ga bo tam dal na krožnik. Mi vam s telom, kar danes delamo, želimo prikazati, da ribe lahko uporabite tudi kako drugače, da jih lahko kuhate tudi drugače, da lahko naredite karpačo. Mi bomo naredili tudi neko solato iz hladno dimljene postrvi in pa poširali bomo ribo na bohinjskem čaju. To si počakajte in poglejte. Jaz bom pa zdaj Mitju pomagala narediti preliv za karpačo
tako da bomo mi to lepo probali. V preliv za karpačo sem dala oliven olje, sol, sok limete in pa cel poper. Zdaj bomo pa to takole lepo, nežno prelili čez karpačo. Tako. Mogoče dodamo še malo olivenega olja. In pa za piko na i kaviar. Iz fileja postrvi oziroma zlatovčice, ki nam jo je pripravil Mitja, bomo mi naredili eno toplo jed, ki jo tudi lahko vi naredite, samo gledajte in boste videli, da sploh ni tako težko. In sicer jo bomo poširali. Sigurno vsi poznate samo pečene ribe, pa zraven plitvo pa krompir. Mi bomo pa danes to ribo poširali, to pomeni, da jo bomo skuhali na sopari, ne v vodi, ampak na sopari. In tej sopari, ki jo bomo ustvarili s pomočjo tele vode, ki se nam zdaj kuha, bomo dodali bohinjski čaj, zato da nam bo dal aromo, pa dober, malo preveč, ampak ni problem, in nam bo dal aromo, bo dal tej ribi in bo ta riba res dobra. Zdaj, če nimate tega soparnika, sploh ni problem, lahko date lonc, pa eno cedilo gor, lahko tudi date peki papir, da se vam ne bo prijel, ampak pač date kuhati vodo. Važno je, da imate cedilo, lonc in pa pokrovko. Mi bomo to ribo prerezali na pol. Počakali, da voda zavre. Medtem pa si pogledamo, kaj bomo še rabili. Za prilogo sem jaz že prej skuhala tele njoke, in sicer njoke iz buče in njoke iz rdeče pese. Več o teh njokih verjetno v kakšni nadaljevalni delavnici oziroma v kakšni drugi delavnici. Uporabili bomo tudi žajbelj, ki ga imate zdaj še verjetno na njivah, pa tudi to je trajnica, tako da je to lahko ta žajbelj. Bomo dali po njokih, prej ga bomo pa odsvrli v olju. Z maslom bomo pa zabelili malo ribo počez in to bo fantastična riba z bohinjskim čajem. Tako, zdaj nam je voda zavrela tukaj. Ribo položimo, nič ne solimo, solili bomo naknadno. Položimo jo s kožo navzdol na cedilo oziroma na tele luknjice. Pokrijemo in voda spodaj naj vre vsaj 10 minut oziroma malo je odvisno, kako je debela riba, pa koliko je velika riba. Tako, riba se nam je spoširjala. Takole, pogledajte, taka bolj bleda. Lepo, sveža, taka ne preveč prepečena, ni suha. Zdaj pa za prilogo, kot sem že prej omenila, imamo 2 vrsti njokov in pa odsvrli bomo žajbelj. Tukaj v posodi imam že olje, dodali smo še malo masla. Počakamo, da se to fajn ogreje. Tako, dali smo olje, maslo, dali bomo žajbelj. Ta žajbelj se nam bo odsvrl, tako hrustljavo. Tukaj smo si pripravili krožnik s papirjem, tako da bo vso odvečno maščobo v žajblju ta papir popilnil. Iz hladno dimljene postrvi, ki nam jo Mitja tudi prinesel, tukaj že pakirano, pa lahko naredimo zelo dobro solato. In sicer mi smo skuhali ješprenj. Na drobne kocke smo narezali gomoljno zelenjavo, korenček, zeleno, kolerabo, rumeno korenje, kar pač imate. Približno razmerje 1:1. In pa tole hladno dimljeno postrv smo tudi zrezali na kocke. To damo tudi noter. Za okus bomo podali majhen hrena. Svež peteršilj. Malo bomo še posolili. Zdaj, če imate rad malo bolj slano ali pa malo manj, če ne pa sploh ni treba, da solite, vse že prej je slana je riba, slan je ješprenj, slana je zelenjava. Vezali bomo pa z dobrim olivnim oljem in sokom iz limete.
Lahko vzamete tudi limono, lahko vzamete navaden kis, jabolčen kis, čist po želji. To dobro premešamo. In naša solatka je gotova. No, kot vidite, smo v nekaj minutah in v nekaj korakih naredili 3 zelo kreativne in okusne krožnike. Zato ne odlašajte, ampak čim prej obiščite eno izmed postrvnih ribogojnic na Gorenjskem. Obenem pa samo sporočilo. Vsako soboto so te solovine, postrvi, ikre, dimljene postrvi na voljo na tržnici v Bohinjski Bistrici. Pridite.